Evo, tako, en lep pozdrav, podcast Akt. Danes smo se malo premaknili, malo smo zimprovizirali, kaj je novega, manifestiramo mojega novega moža. Ja, sponzorja. Sponzorja. In z nami sta danes Benedikta Štokl in Dragica Čarna. Olej za naju. Izvoli, Maja, boš kaj povedal pametnega? Pametnega ne, no, to je moja stvar v tem podcastu, da jaz ne govorim pametnih stvari, ker nimam kaj pametnega za povedati. Pa moram pa reči, da danes sem zelo vesel, da sta obe dve z nama. Dragica to zdaj že ve, celo vesolje ve, da jaz tudi zdaj ne bi bil tle brez tebe, z mojo mamo, ne? Ja. Ker je moja mama brez tebe ne bi izvedela, koliko sem jaz talentiran in koliko mi je treba podpirati. Ne, stop, takoj se bova skregala, to je najboljše, za začetek, da razčistimo te energije, ker danes bomo o energijah. Ja. Jaz sem to vse vedela, ampak je cel zunanji svet govoril, kako moram jaz biti stroga s tabo, kako ti ne smem nič pomagati in tako naprej. In jaz sem se samo zunanjemu svetu in temu pritisku, kaj je prava vzgoja, v bistvu podrejala. Se pravi, hočeš povedati, da imamo že takoj še 1 minuta podcasta, pa imamo že prvi nauk. Imamo že prvi nauk. Ne, še prej prosim, če predstaviš. Dragica Čarna je pesnica, je reiki zdravilka in super astrologinja. Umetnica. No. Jaz to vidim kot umetnico, tako vesoljno umetnico. Ja. Ja. Prava kleda. Ker strda koža, prosti. In Benedikta Štokl, ki je pravzaprav njena hčerka, tako kot danes hčerka, mama, sin, ne? No, spet smo v nekih. In to je ena čudežna deklica, ki sem jo jaz poznala preko Dragice in ima posebne sposobnosti, zdraviteljske sposobnosti in študira v Kanadi, kar je za Slovenijo pravzaprav zelo nekaj posebnega. V Kanadi študira holistično medicino, se pravi medicine. V Kanadi si? Jaz sem mislila, v Kanadi študira. V Bruslu, ampak online je. Online je distance learning. No, tega v Sloveniji še ni oziroma je zelo malo. Mislim, mnogo je samo oklicanih. Ona mu imela pa, se pravi, papir, ti pa to čist uradno delaš, tako da črno na belem. In meni je všeč, da take študije že obstajajo v Sloveniji, ne? Pa verjetno tudi v Evropi. V Angliji obstaja, ampak sam res Anglija, ne? Tako po Evropi. No. Ja, drugače je pa bolj Amerika, pa Kanada, še posebej Kanada, ne? In Avstralija. Super. No, da takoj povem in odvežem Benediktu kakršnega koli lepega govorjenja. Benedikta je pravzaprav rojena Španka, ne? Tako rekoč. Ne? Ona je odraščala, rodila si se tle v Ljubljani, ne? Ja, ampak je pa koliko let bila v Španiji? 6 let. Prvih 6 let je preživela v Španiji, potem kje? In govorila samo špansko. Samo špansko, ja, pa stavo slovensko. Ne. Ni hotela govoriti. Ne, jaz do slovenščine se sploh nisem nazaj začela govoriti do 7. leta. 8. Vedno mi je odgovarjala v španščini. Tudi če smo samo govorili z njo slovensko, zato ker je bil vrtec, predšolska vzgoja v Španiji in ona se je identificirala z okoljem španskim in mi je vedno odgovarjala v španščini. Ja. Razumela sem vse, ampak je ta bilingvistično, ne? Da ti komot razumeš in potem odgovarjaš v drugem jeziku. In potem ste šli pa v Bruselj. No, tam pa kako, v Bruslu govorijo kako, francosko, ne? Ampak ona je šla v angleško sekcijo v šole. Ja, jaz sem šla v angleško, ne? In sem se naučila vse, hotela sem iti v špansko. Sam smo mislili, ali bom jaz se kdaj vrnila nazaj v Španijo ali ne, in zaradi tega smo šli raje v angleško, da bi imela več možnosti. Ne? To se pravi, zdaj govoriš tekoče špansko, tekoče angleško in francoščino tudi. In slovenščino. Slovenščino imaš pa respekt, vidim, ne? Veš, kaj je to respekt? Ne, veš? To je najbolj fajn, ne? Ker najdeš neke besede, ki jih Benedikta ne ve. Respekt, spoštovanje. Respekt, ja. Oziroma se ti zdi, da ne znaš. Tukaj znaš vse, vse te bomo razumeli in če ne boš kaj razumela, normalno vprašaj. Ampak kar bo povedala, ne bo delala napak, ne bo rekla napačne dvojine, ona ve samo pravilne oblike, zato ker nikoli nisem nobenega dialekta z njo govorila, ker mi je bilo že izjemno pomembno, da jo naučim tujini govoriti slovenščine.
Tako da... Ampak včasih ti si meni pripovedovala, kako te vprašata, da je kakšno Ja, domačo sklanjatve, Ne, ali pa kako domačo besedo. Veš, Ja. se spomniš, kaj si me Ja. spraševali, kaj si Ja. me spraševali, kaj je to mama? Kaj domovina pri 9 letih smo jo vprašali, ali pa recimo, ko je sin pisal domače branje, stare zaveze, pa je pisal vse čas stara zavesa. Ker zaveza in zavesa, najbolj mi je bilo domače, ni razumel recimo izraza zaveza, zaveževa se, dogovoriva se v nečem, drživa odgovornost do te zaveze, do tega dogovora. Njemu je bilo domače zavesa in je pisal domača zavesa. No, evo. Tako da zdaj veste osnovo, da smo vsi sproščeni. Benedikta se ukvarja še z energijami, to bo še Maj povedal. To bomo še zdemonstrirali. Ja, Ja, to pa jaz bomo imam še ene par vprašanj zate sploh. Ne. Ampak stvar smo lepi prostor, energetski Ja, prostor. mi smo, Dragica je najina mojstrica drugače, ne, mi sva naredila drugo iniciacijo že v Reiki, tako da zdaj sva, Oni dve imata 3, ne? ja, Ne, 4. Jaz sem mojstrica, 4. še. Četrto. Se pravi, da lahko iniciram tudi druge, zato ker s 3. iniciacijo imamo mojstrsko iniciacijo kot zdravilci. S 4. pa mi lahko iniciramo kogarkoli. Ne, mi se odločimo, tako da so te 4 stopnje in tako vidva sta že... tako da zdaj smo mi naredili tudi energijsko, Čaka pa jo samo še mojstrska. Okay. Ti komuniciraš samo z nami, ker kamer tle ni, tako da veste. Ne? tako. Ja. Ja. No, Ti to. pa, ti pa imaš 3. stopnjo tudi, ne? Ja, jaz imam tretjo. Ti Ja, imaš ja. itak. Ja. Verjetno stopnjo od gor od unih, ne? Ja, ampak od reikija sem naredila tam pred 3 leti, ne, sem naredila to 3. stopnjo. 4. pač da si mojster, ne, da lahko iniciraš druge, bom pa v dobrih 5 letih, tam nekje. Namreč, bistveno je, zdaj, ko sem te poslušala, sem se spomnila ene res povezave, ki jo imata vidva, ti Maj pa Benedikta, ne? Benedikto je mama, se pravi Dragica, podprla v njenih težkih začetkih, ko so jo tudi, a veš, izločali iz šole in tako naprej. No, jaz te nisem, evo. ja, evo. Pa smo vse na dobrem končali, kako, pa smo tle, no. Ja, kljub vsemu, ne, življenje pripelje tja, ne? Ja. No, tako to me zanima, kako je, ko je šla Benedikta v šolo, si imela težave, ne? Ja, moram povedati, da že ko je bila čist v mali šoli, ne, v španski šoli, je bila upornica. Ko so recimo otroke postavljali, kaznovali, je ona imela posebno videnje zaznave in se vedno uprla. In sem bila tolikokrat klicana v vrtec, ko je bila stara 4 leta, 5 let, ker se je otrok uprl. So rekli, to je nemogoče, nimate vzgojenega otroka, ona se upre, sem rekla, in kaj ste od nje zahtevali? Ne? Hvala Bogu, da se je uprla. Zato, ker v bistvu je bila inkarnirana v marsičem kot upornica, kar je ona etično začutila, da ni v skladu s tem, kar ona čuti, se je ona uprla. Tudi če je bila izločena, če so jo kaznovali. V tistem španski sistem je tako kot belgijski učni sistem zelo bazira na kaznovanju. Ne? In jaz kot profesorica, meni je bilo pedagoginja nezaslišno, da recimo otrok dobi klofuto, da se otroka da k sramotilnemu stebru. Otroke so dali k sramotilnemu stebru, kjer so morali stati, ali v nekaterih šolah, recimo v Španiji, tudi celo morajo otroci klečati pri tistem sramotilnem stebru. In njo so kaznovali in se uprla in ni hotela stati pri tistem sramotilnem stebru, ker ni naredila stvari, kot jih je želela. Zato, ker že kot meni je bila upornica, ko sem recimo jo nekatere stvari hotela naučiti in otrok ni ponotranjil, ni jih ponotranjila, je bil ne, je bil ne, je bil ne, je bil ne. In jaz se nisem smela lomiti, jaz sem morala razumeti, Benedikta, zakaj se s tem ne strinjaš, kaj je v tebi. Ne? In potem sem počasi odkrivala, da otrok vidi določene stvari. Energije Benedikta je videla stvari, ki mi je pripovedovala in sem jo vprašala in mi je govorila o sporednih svetovih, ki jih je videla. Mi je pripovedovala, da je že kot majhna deklica zapuščala telo. Torej, potovala je po sporednih svetovih, videla je stvari. Absolutno. To je tudi meni vprašanje, ja, ki sem se jih videla, ki si prej rekla, ne, da si ti poslušala zunanji svet. To mi je ful zanimivo, ne, da si ti pa to zaupanje pokazala. Ja.
Zakaj? Zato že, ker ko se je rodila, sem jaz vedela, da bom dobila posebnega otroka in recimo tudi v diplomatskem svetu, takrat smo bili, recimo Ajra Pogačnikova, Miška, ona mi je rekla, imela boš posebno deklico, rodila si posebno deklico in Pogačnikovi so v Sloveniji vsi zdravilci. In potem sem spoznala v Madridu ravno tako estonsko jasnovidko, ko je prišla v hišo, je rekla, imaš otroka, ki ima posebna znanja. In ona ti je rekla, to vem, naprimer, da ti je rekla, mami, ta učitelj mi prihaja preblizu, si lahko ti zamisliš to. In ste kaj, učitelju rekli, ne hodi v moje, si ti lahko zamisliš, da ker mu našemu učitelju rekel, ne hodi v mojo auro. Auro, ja. Mislim, da ni problem v učitelju, ja. Problem je v tem, da ni več staršev, ki bi znali to tako na ta način kristalno videti, kot dragice, da niso ljudje obremenjeni s svojim egom, da niso obremenjeni s tem, kako otroka treba čuvati, zavarovati, se pravi njegov ego, se pravi to, da on lahko počne kar če. Zato sem prej vprašal, kako si to, ker to si očitno dobro skanalizirala. Ko sem jaz njej absolutno zaupala, ona je meni govorila izraze, besede in se šla na Google in je bila starogrščina, bili so razni izrazi z drugih jezikov, ki jih ona nikoli ne bi mogla, od mene se ni naučila, v vrtcu se ni naučila. In ko so nastali problemi v šoli, ko recimo določenih konceptov matematike dojemala drugače, ko so bili učni problemi in so profesorji jo šikanirali, nekateri jo začeli zatirati, da ta šola ni ustrezna zanjo. In so prišli preblizu njen energijski prostor, so njo blokirali, ona je videla energije, ona je videla njihove aure in jih je doživljala kot negativne in sem jaz mogla govoriti z ravnateljico, s profesorji, da lepo prosim, da če ne želijo, da jo blokirajo, še v tistem, kar otrok lahko pove, da se odstranijo meter, vsaj meter pa pol distance od nje, da se bo lahko koncentrirala. No, se lahko sama poveš, Benedikta. Ja, bo veliko bolj zanimivo. Kako si ta pritisk čutila tudi pa to? Jaz sem videla po auri, ker ti imaš lepo auro z lepimi barvami, imaš pa tudi z temne barve. In temne barve, ko gre temna rdeča in siva in rjava, so prav zelo so grde energije. To je zelo... Če kaj pri pedagogih si videla te barve? Ja, pri učiteljih. Ja. In ogromno učiteljev je to imelo. Mogo biti najbolj svetel, ne? Ja. Bolj so tistega učitelja imeli radi v šoli, bolj sem ga jaz, mi ni odgovarjal. In potem učitelj prav vidi, opazite, mislim, seveda te opazijo, vsi te imajo radi, eden te bo pa izstopaš. In potem si še skozi postaneš pač črna ovca se takoj. V slovenščini se reče črna ovca. Pa si pa za vse kriv, ne? Ja. Karkoli se zgodi, si kriv. Ja, in jaz to energijo pač nisem več spustila. In avtomatsko, če ti koga greš spoznaš na sredi ulice in ti lik zaradi nekaj ne odgovarja, seveda se boš umaknil. Avtomatsko se bo nekdo umaknil in ne bo hotel niti zraven prideti. Boš rekel, ja, adijo. Boš hočeš sam sebe zaščititi. Ampak to je zelo težko v šoli, ko moraš učitelja, moraš imeti tisti respekt do učitelja, ampak učitelji se ful so na moji šoli izživljali tole z ego, ker to je bila, jaz sem bila na privatni elitni šoli, evropski šoli, v Bruslju prva. In to za njih je bila tisti ego, jaz sem tle, ti si pod mano, a veš. In to je bilo zelo težko doživljati pa. Vse nekateri učitelji, takoj ko pač je mami imela razgovor z njimi, so me podprli, so bili zelo prijazni in so upoštevali. Imela sem kdaj težave z učiteljico za zgodovino. Kaj jaz vprašam tega, ker si tako. Koliko po tvoji ti, ki vidiš aure in to, koliko po tvoji oceni, recimo, da bi rekel, je povprečno otrok posebnih, ki si zaslužijo posebni tretma in imajo recimo posebne sposobnosti, ne? Če pogledaš na splošno. Si imala si bilo več? Ne, samo. Se pravi, če bi šla
v šolo se ti zdi, da je veliko ljudi, ki ima posebne sposobnosti, ali recimo pri otrocih, ker veliko otrok je težavnih, jaz vem, da sem bil težaven. Jaz sem bil večinoma ne zato, ker bi bil tako, jaz sem pač iskal pozornost zato, da sem bil težaven. Ne. Ampak a je recimo za gledalce tisti, ki bodo gledali, a je več otrok, ki imajo, se ti zdi, da bi lahko imeli te sposobnosti, tako kot ti podobne? Večinoma ja. Večinoma ja. Ja. Veš, zato, da tudi povemo ljudem, ki gledajo, da lahko povemo, da mogoče, ko gledajo otroka, veš, zdaj imajo ful problemov z avtizmom, ADHD in tako naprej, a veš, mogoče treba drugače sam pogledati celo to situacijo, ne, to se hočem vprašati, ne, a veš. Tako da, če bo kdorkoli imel, lahko pokličete, pa bomo naslednjič naredili, ko Benedikta pride, bomo naredili en zbor otrok, pa vam bo povedala, kjer od vaših otrok mogoče ima pa kakšno sposobnost, ne? Namesto tega, da mu dajete zdravila, Absolutno, to je zelo dobra iztočnica, ki se spomnil. In ko sva delali terapije poleti v Sloveniji, ker Benedikta prakticira, že ima diplomo, ampak dela master holističnega zdravljenja. Poleti, ko smo imeli priliko, ko so starši pripeljali avtistične otroke, je ona videla jasnovidne sposobnosti. Otroci imajo nadpovprečne sposobnosti in ko se te otroke prizemlji energiji, prva, druga čakra, energijsko, da so ti otroci pretočni, ti otroci bi lahko dali nadpovprečne rezultate v svojem življenju in prispevali dejavno bolj humani družbi. Ja? In recimo tudi, da izpostavimo Maja z njegovimi sposobnostmi, ne samo, da se to z Benedikto krasno se povezujeva, ona kot holistična zdravilka, jaz tudi kot zdravim, ampak kot recimo znanja astrologije, ker ona meni v auri pove, jaz vidim natalni karti in recimo pri Maju, ko sem videla njegovo natalno karto in sem ti rekla, Maja treba podpreti, Maj ima toliko artističnih sposobnosti, on ne bo srečen v življenju, če ne bo kreativen, ker kreativna, to je ta kundalini energija, mi dejansko sami sebi smo motor, da ne čakamo od zunaj, mi ta avto prižgemo, te ključe prižgemo, ne čakamo, da nas poriva nekdo v življenju, da nekaj primemo, mi imamo ključe, da mi porinemo avto. Ko sta vidva naredila recimo drugo iniciacijo Reikija, je Benedikta videla pri Maju belo barvo, ki se je pojavila. Torej ima te stvari, tako kot si rekel, da si vedno čutil, kaj se bo zgodilo. To se v auri pokaže, ko se naredi aura energijsko pretočna. Pa bolj, ko si pretočen, energijsko, bolj se ti druge barve tudi izpostavljajo. Je trening, ne? Je trening. Je delo na sebe. Benedikta, zdaj, če greva sam nazaj, a si ti lahko predstavljaš, naprimer v šoli, da pa ne bi imela podpore mamine? Kako bi se počutila? A si ti bila v stiski, kot je v bistvu, ko si svet gledala na svet drugače, kot mi ostali? Seveda. Sem si prav želela, da bi bila ena šola z otroci, ki bi bilo za take, kot sem jaz, da vidimo... Harry Potter, ali kaj? Ja, nekaj podobnega, da vidiš energije, da imaš tele darove, ki normalni ljudje zatrejo ali pa te imajo za norca takoj, ne? Za bedaka. Ja, za bedaka, da si skizofrenik slučajno, da vidiš te stvari. Veliko otrokom ali ljudem, ki imajo posebne zaznave, jasnovidne sposobnosti. Ja, a res? Ja. Jih imajo za šizofrene. In si ti trpela zaradi tega? Mislim, si imela kakšne stiske, ali si se lahko vse z mamo pogovorila? Da sem videla v šoli stvari? V šoli, naprimer, si imela verjetno, ko si imela, kaj si imela tudi tiste, kaj si rekla, Dragica, ti tiste matematike, tudi, kako imaš disleksijo, si ti imela tudi, kaj že številkami? Diskalkulija, disorder, matematični disorder rečejo, diskalkulija. Isto kot pri črkah je pri številkah. In je ful naporno, ker otroci ne obvladajo temeljnih Zdaj, ko smo že na tem, jaz se upravičujem, zdaj, ko smo že na tem, ampak matematika realno, a se res moraš toliko realno matematiko v šoli učiti? Jaz sem vedno probleme z matematiko. A res rabiš v njih 15,000 ulomkov tam, pa x, y? V življenju jih ne rabiš. Razen, če greš noter v matematični smer, da bi šel v tako smer, ampak da rabiš toliko matematike. Se meni je travme pustila matematika in zdaj delam stvari, kjer moram računati veliko in tako, ampak jaz sem vse kalkulator. Jaz ene stvari ne rabim več. Nič, Kakšen Tako je, kompleks mi je to je, kar se tiče matematike, zato sem tudi vprašala, ne?
Mislim, to se kar neka fama naredi, ker jaz mislim, da tudi matematiko bi človek lahko razumel drugače. Se na koncu, Jaz, ker sem ko imel si pa geometrijo, zidov delal, čista petka. Ker je bila logika in te stvari, čista petka. Kaj pa to številke? Tlele. In tu je bil problem, zato ker če si pri enem predmetu ali recimo to je njo pol prepletalo z kemijo, kjer so bile formule, s fiziko, se pravi, ona je rabila, 60% je bilo za pozitivno, da je ona recimo to srednjo šolo zaključila, da so se ji lahko odprla vrata na je bilo z njo treba zelo veliko delati in dejansko v šolo postaviti pred dejstvo, da imajo učenci tudi učne težave, ki je šola podpisnica konvencije in je ni mislila izpolnjevati. Oni te otroke izločijo. Najlažje izločiti, kot pa se res potruditi. Tako da jaz sem šolo postavila, Evropsko šolo pred dejstvo, da je podpisnica konvencije in da bo konvencija spoštovala. Torej, otroku se omogoči, itak s 3 predmeti, ki so težavni, otrok lahko nadaljuje iz razreda v razred. Itak je vedno morala priti do 5. 5 je pri nas recimo tako kot 2. Čeprav so oni zahtevali 60%, ves čas je bilo treba delati. 5 od 10. Ja, 5 od 10. Zdaj je 5 že pozitivna, takrat je bila mejna, negativna še. Ampak 5 je bil pogoj, da lahko otrok napreduje v naslednji razred. Tako da je šola morala spoštovati konvencije. Z Benedikto smo ogromno delali. Jaz sem ves čas, tisti čas, ko je ona bila najbolj ključnih letih, z njo doma delala. Nisem ne predavala, ničesar drugega delala, sem bila izjemno aktivna v evropskih šolah kot predstavnica staršev in hkrati sva veliko delali doma, da je Benedikta dosegala standarde. Če pa jaz ne bi bila ob njej takrat intenzivno, bi jo šola izločila. Šola je večino otrok, ki niso po JUS-u izloči kot neustrezne, kot neprimerne, kot problematične, kot drugačne. In dejansko veliko otrok, ki so izjemno sposobne in nadpovprečno talentirani v drugih stvarih, delali sva teste, tele inteligenčne teste in je v vizualnih, različnih logičnih percepcijah bila daleč nadpovprečna. Tistih najbolj osnovnih matematičnih pa podpovprečna. In zdaj uskladiti otroka, kjer je nekje daleč nadpovprečen, drugod pa podpovprečen, ni enostavno. In šole tudi, ki so podpisnice konvencij, za te otroke še ne poskrbijo. Ne v Sloveniji, ne v Belgiji, ne v Franciji, ker imamo podatke. Ampak jaz sem tudi hodil to izpostaviti. Jaz tebe, ko poslušam, vidim, da si v bistvu ti se bolj potrudila za njo, za otroka, jaz poznam ta problem, ki se dogaja, veliko se to dogaja, ampak vidim, kako starši reagirajo. Mene pišejo mi starši, kličejo me, sprašujejo, kako naj delajo, pa kako je bilo v šoli, pa tako. Ampak zdaj, ko tebe poslušam, vidim, da si ti, in tle res primer, da več vložiš v otroka, kot to, da hočeš šolo spremeniti. Tako da greš v šolo in pričakuješ, da bo, veš, starši zdaj pričakujejo, bomo prišli v šolo, bomo izrazili napizdili učitelja, rekli, če bo kaj narobe, ti bomo zrihtali, da dobiš odpoved, namesto tega, da se pa tako, kot tebe poslušam, pa to, da si se sedla, to, kar sem imela tudi odlomke tega, kar so tle sedela, pa se ubijala, ampak to so ti ta pravi napredki, to je to, kar lahko naredimo. Ampak tudi šola. Misliš, da ti, če prekinam zdaj, Benedikta, kako ti vidiš, naprimer, če imaš take zaznave in tako naprej, a ti vidiš, da mi spreminjamo zavest, se svet spreminja v zavesti, tudi v odnosu do tebe na koncu, zdaj se pa vsi želijo tvojih znanj, pa k tebi prihajajo, pa tako naprej. Kako to vidiš? Nisem razumela vprašanja. V redu. Kako ti imaš neke določene zaznave, in zaradi teh zaznav si nekoč kot deklica verjetno trpela, vase bila usmerjena. Zdaj pa vidiš, ko se da tvoje darove, ljudje lahko si z njimi pomagajo, vidiš, da so dobrodošli. A se ti zdi, da se svet nasploh spreminja, se pravi mi vsi, ves ta svet, ali bo še nekaj ali bomo ves čas zataknjeni med to delitev dobro, zlo, tako je prav, tako ni prav? Meni se zdi, da zdaj se počasi odpira, tale, da ljudje ni tisto več, da je črno-belo, ni vedno črno-belo, tako kot vedno nekje sivo in imaš
v tem sivem je vse, kar se dogaja. Ne? Pač vmes, kar ni, a veš, med dobrim in slabim je nekje Cela malica, tisto, ne? ja. Ja. Zaradi tega zdaj se prav odpira, ne? In ljudje tudi so drugače, malo bolj mislijo, jaz sem tudi to doživel kot otrok, ne? In rečejo, mi nekako pokažeš, da obstaja to, ne? Da ni to zdaj zatreto, ne? Ker verjamem, da 100 let nazaj, da bi ti razlagal, 50 let ja, nazaj. da bi razlagal nekaj, bi te avtomatsko dali v psihobolnico, Ja, ne? ja, Rekli, ja. Na tablete. Ali pa kar v gozdu pustili. Ja. Prodali. Nočem s tabo imeti opravke. Ja. Ne, ampak zdaj se mi zdi, da se prav zdaj to tako malo na malo. Ne? Malo. Ampak verjetno se bo, verjamem, da se bo enkrat res odprlo. Se to je evolucija v bistvu, ni to evolucija, da gremo iz fizičnega na psihično. Saj fizično se že tako bolj razvijemo, ne? Ja, v Da gremo na bistvu, psihično, da razvijamo Duhovno, to, intelektualno v bistvu se razvijamo naprej. in ko si bila majhna, kaj si sanjala? Kaj je mala Benedikta sanjala, da bo, ko bo velika? Kot otrok so me ful zanimali res živali. Ne? Aha. In sem hotela nekaj bolj v smeri veterinarstva. Veterinarstva, ja. Ja, ampak potem sem rekla, jaz bi pa tudi zdravila, ne? Bi bila učiteljica rada drugim. Ne? Aha. In tako, ker je mami bila skozi učiteljica, ne, in učila, ne, sem rekla, jaz bi to tudi, ne? Jaz bi to tudi se rada s tem ukvarjala. Ne? Ampak bolj zdravila. Vedno mi je bilo tisto, ko me nekdo vpraša, kakšna učiteljica, zdravilka. Vedno bom zdravilka. Ampak tudi takrat nisem kaj dosti razumela, kaj to pomeni. Ne? In mi je bilo, sem rekla, no jaz bom pa zdravilka, pustite me na miru. Ne? Tako. In je v tisti šoli, se pravi, to je zdaj univerza v Kanadi, ali kaj? Ja, bolj je višja šola. Višja šola. Koliko je pa mladih, to sem jaz hotel vprašati, koliko je mladih je, ti si, koliko Jaz ti, v 26? mojem Nisi rekla? 26 let. ja. V mojem, v Kanadi sem ena najmlajših. Ja, ne. Ja, v najmlajših sem, v letniku. Ja. Ker večinoma so to študiji, ki so tam po 35, tam so stari. Ne. Ja, nekaj. Meni se to sem hotel vprašati, ko meni se sliši, študiraš, pa to, pa si jaz predstavljam, da je tam en kup mladih, pa začne malo razmišljati, koliko jih je pa res, da je to nekaj. Pa so z celega sveta, ali kaj? Ja. Z celega sveta ste. Večinoma so iz Kanade, ne, ampak jih je tudi veliko iz Dubaja, ne, ker tam je veliko denarja ne, in lahko grejo lahko greš v tak študij. Aha. In kakšne predmete imate tam, to me pa res zanima. Obramba pred mračnimi silami. Sorry. Jaz zdaj delam master v bioenergiji in tradicionalni kitajski medicini. To pomeni, da imam veliko predmetov, sesam je okoli kitajske medicine. Te marma točke, kjer je točke in kaj pomaga. Zaradi tega res je samo energijska terapija za telo, teli elementi kitajski, kjer je element spada na kjeri organ. In me tam master mi je težek, ker je veliko, ne bi rekla matematike, ampak so številke, ne? In je več kot 500 točk na telesu. Telesom je treba števila vedeti. Števila moraš vedeti, kam daš, da ne daš na napačno unemu. Zaradi tega mi je težko, tole zdaj, ampak To je v življenju tako, vedno prej, ta stvar, ki te najbolj zajebava, prej se moraš... Prideš do nje in celo ugotoviš, da ni tako grozen, ker te zanima. Ampak moraš nekaj povedati, kaj ti tle vidiš in kaj te rešuje. To bo zanimivo. Ko jaz zdravim nekoga, vidim blokade. Točke, ki so blokirane. Energijsko. In si lažje predstavim, kje so te točke, brez da vem,
po kitajski medicini, pač po tej akupunkturi ali pa acupressure, ne, Ja. kam moram jaz dati pritisniti. Ne. Ona vidi. Ona vidi. Kljub temu, da se uči kitajsko, ona to vidi. Ti si, naprimer, se pravi, zdraviš, ti izhajaš iz predpostavke, zdaj pa tako kot zdravnica se pogovarjava, da v bistvu človek zboli tam, kjer ima blokade, se pravi, kjer ni energijsko pretočen. Ja. Če to so leta in leta, ne, ko se ne, da ti tisto aktivno blokado ne rešiš, se bo pokazalo na fizični nivo. In seveda 10% je lahko tudi res genetsko, ne, da pride, ampak to ponavadi tako genetsko, pač, da imaš to od starih staršev ali pa tako po družini dol, je zaradi vitalnosti, da če ti nekaj ne opraviš v tistem tvojem življenju, se bo preneslo na otroka in na še ta drugega otroka. In ti moraš v tistem življenju pač zaključiti. Ti moraš ta ciklus zapreti, pač čistiti, oddelati, da ne boš ti prenesel naprej. Še na svoje otroke te blokade. Te blokade. In ti te blokade, mislim, mi teh blokad se vseh ne zavedamo, ne? Ne. To je odvisno spet, kako se nekdo spozna na te energijske centre. Ne. Kako vidi to, kako čuti. Vidi to, Ampak velika večina nas ne ve, ne? Ne. Pač, veš, nekdo gre, joj, med ful trebuh boli, ne, in boš on na vse te slikanje, pa endos, pač, da ti gre noter, ne, in bodo vedno rekli, vse je v redu, to je vse psiha, ne. In nekdo si bo res, ne bo niti verjel, da je to psiha, da zdravnik ni dober, da bo šel drugemu zdravniku in tretjemu. In tudi jim je najlažje, da bi se sam po tabletih pač filali, nočejo pa delati na sebi. Da bi rekel, mogoče pa je druga možnost, mogoče je druga stvar, zakaj. To mene boli želodec. Ker pleksus, ta pleksus trebuh je ponovadi sočustvo, ne? To je nepredelane čustvo. Ne? Tako, nepredelane čustvo. A te lahko jaz zdaj prosim, glede na to, da si tukaj, pa da imamo čas, pogledaš malo, če lahko vidiš, naprimer ti, ki gledaš avre, tako da Veš, bomo... kako sem pretočen, sem ti povedal, da sem podjek neki spil, Da vidimo čisto res, kako to zgleda. Nobenega ne prepričujemo, da je to res ali ni res. Glejte, vi si naredite svoje življenje, je vaše življenje, je vaša odgovornost. Tako, ja. Zdaj pa se ti skoncentriraj. A se daš sam malo bolj tako, na sredini? Ti rabiš belo vzad, ne? Ne, se ja, Kako si tam tako? Ja. Mogoče malo na levo. Jaz smo pa ta čas razložila, kako to ona vidi. Med okno. Okay. Ja? Tako? Tako. Evo. Perfektno. No, midve se bova pa med tem poti, lahko govoriva midva. Midve pa lahko govoriva. Ja, to me zanima, ti si tudi zdravilka, ne? Ampak ti ne vidiš, ne? Ali kako bi rekel? Jaz skozi roke čutim vse blokade, drugače ne bi mogla zdraviti. Tako kot Benediktov bolijo roke, bolečina, ne? To imamo mi v družini, da imamo posebne zaznave, jasnovidne zaznave. In še, ko je bila ona mehna deklica, ko jo je kaj bolelo, sem vedno z rokami skušala pozdraviti, zato ker Benedikta jih vidi, jaz jih pa čutim, obeh čutiva, ker zdravilc ne moremo biti. Dobiš pa jasno vidne uvide, ko zdraviš, ti tako prileti na intuicija, ti prileti informacija, to ni v redu, to ni v redu, to. In takoj, ko se nekoga dotakne, tudi nadaljavo, lahko začutim vse bolečine tega človeka, blokade. To ni pomembno, da si jaz roke dam samo na te, ali na Maja, ali na kogarkoli. Na distanci je samo, da se s to osebo energijsko povežem in klopim moje roke, ker lahko nadaljavo tudi s tretjim očesom zdravimo, začutim bolečino kogarkoli. Dve vprašanje imam. Kombinacija, klasična medicina, se pravi alternativa, oziroma kaj pa blef? Ti veš, da zelo veliko ljudi govori, da nekaj vidijo, da znajo zdraviti, pa to ni res. Kako to lahko ločimo? Problemi so dejansko pri teh, ki so instant zdravilce, ki so od danes do jutri postali zdravilci po recimo enem hitrem šnel kursu, kot rečemo, raznih coachingih, kjer z enim dnevom oni postanejo zdravilci. To je proces.
to je proces učenja. Jaz recimo, da sem zdravilka, da to delam tudi za druge ljudi, sem rabila 20 let učenja, dela za najbližje, za mojo družino, za mojo Ja, mamo. ampak kako bi mi prepoznali, naprimer, da te nekdo, se veš, Po da ti rečejo, rezultatih. manifestirajte, pejte na stranišče, Po rezultatih, masturbirajte. Zvezdana. Ha? Po Po rezultatih, rezultatih. kako se ti počutiš po eni terapiji, ali ti je boljše, ko imaš resne zdravstvene težave in ti dejansko počasi A ja, pa po seveda- rezultatih. ampak Po seveda se rezultatih. jaz veš, da sem bil skeptik. Meni se največ začne odpirati zato, ker so me stvari začele zanimati in sem se pozanimal in vem, kaj obstaja in vem koliko stvari različnih obstaja. Ne? In potem jaz vidim, kdaj mi kdo lahko kakšne buče prodaja in tako. Veš, kakšni ljudje, tako se reče, ti instant, jih naučiš samo to. In oni samo to znajo. Ne vejo pa tako, kot si pa ti rekla, kitajska medicina je pa... Ja, ampak jaz vem, da Za tem eni sem. rečejo, ne boste čutili, zato ker se mogoče zunanje Rezultati morajo priti. Če ti narediš 4-5 terapij pri enem zdravilcu in ni rezultatov, potem je to za razmisliti. Aha, Rezultati. Mi ja. moramo, recimo, lahko nas na začetku veliko bolj boli, veliko bolj jokamo, ko se čistijo psihične blokade. Ljudje tulijo od bolečine, ko delaš. Jokajo. Ja. Ponavadi se vidijo rezultati, ne? Ker tudi če Ja. ne vem, kdo toliko blokiran, ne? Odvisno kakor je. Mogoče prvi dan, drugi dan ne bo nič začutil, tretji pa četrti Pa ga mora bo začutiti. začutil. Mora ven začutiti. šlo, ne. Mora začutiti. Mora More, začutiti. ja. Ali kot hujšo, veliko hujšo bolečino, ali kot olajšanje. Ja. Po tolikih dnevih mora začutiti. Po 3-4 terapijah pa absolutno nama povejo, zdaj ko smo januarja delali, recimo, ki imajo mialgijo, že po 2 terapijah 50-60% bolečine popusti, po tolikih letih začnejo ljudje spati. No, ampak moja izkušnja je, da ti moraš tudi, tako kot si ti rekel, Maj, tudi še sam zraven delati. Ne Absolutno. moreš Ja, ti ne priti moreš priti in kaj reči, prepustiti se. "Toing, zdaj boš pa ti zdrava." Ne? Kdor ne dela A? na sebi, To je pada ta isto bremzo. krščanski kompleks. Ne bom prišel v cerkev, se bom usedel in bo Bog vse na mestu. Ne, Ne tega rabiš Boga sploh ni. razumeti, kaj se dogaja. Delo na sebi. Moraš vedeti tudi, kaj Evo, zdaj pa smo mi seveda vsi radovedni, Ja, kaj ja, je videla ja. Benedikta. Jaz sem vedno Si že živčen, ko me pogledala? pogleda, kaj, Ja. da ne bom Mistično slučajno si ga tudi kaj. pogledala, ali samo auro. Bolj aura zaradi, ker je Ker holistično je zelo in personalno, zelo intimno. mislim, Tako. intimno stvar in razen če hočeš, da vsi vejo za tvoje Za tvoje bolečine. Ne, jaz ne skrivam bolj tega. na ampak- auro, ne, Ja. bolj na Mislim, auro. meni ni Kako si problema, ne. energijsko. Ja, energijsko. Ima veliko rdeče, Barve. oranžne, Ja, potem tudi Rumene. ja, zelene, modra mu ful Izstopa, izstopa. Ta je modra ta barva. Govorna, ne. Ja. Ja, Umetnika, ne, imamo tle, umetnika. Kreativnost. v elementu, ja. Ja. Potem veliko viola. Op, super. Ja. Ne vem, če sem indigo. Se pojavlja. Indigo se pojavlja, pa veliko bele. Veliko bele se ti odpira. Maj, Glej, glej. kjer je lepo auro. Ja. Aj, Vsa Samo še Slovenija ti samo bo odgovornost daješ, naročljiva. zato ker zdaj, to je fora, ne. Jaz vsakič, ko mi to poveš, jaz čutim odgovornost, ker pa če imam to, pa s tem moram nekaj narediti. In moraš. ne. Moraš delati na sebi. Moraš. Da In te jih stvari so obdržiš, meni ne. v bistvu, ko vsi spravijo, kako sem jaz sploh začel. Če bi me pogledala pred 6 leti, po mojem, sploh nič ne bi videla. Moj bi se zaslepila. Verjetno res ne Ja. bi videla nič, Ja, veš, blokiran ker sem bi tudi bil. blokiral vse in tako. Ampak to je to odgovornost sprejemati. To je zato jaz Jordana Petersona obožujem, ne? Ker on ima svoje ideje, ampak to odgovornost. Ja. Dragica je prevzela odgovornost za Benedikto in je iz sebe šla ven, ne iskati problemov drugih. Ne? In tle je to, jaz ja, hvala. Zdaj, dragi, se ti Bom razloži to. razložila, ker je zelo Ali pomembno, samo da malo vejo. to, Jordan Peterson je super, samo on je res tako zelo mal, mislim, tudi konzervativen. In to se vedno zgodi, ko si, ja, naprimer, jaz sem zelo svobodomiselna in imam otroke, ki so grejo bolj na konzervativno, ni to smešno. Ja, mislim, a veš, Dober. Učenje, proces je. Ja, Nekje vmes je ta prava pot, se mi Ja, verjame. vedno je vmes. Moraš biti širok, ampak mora biti pa meje na samih. Ampak to je tudi vsak ima svoje poslanstvo na tem svetu, zaradi tega tudi, če gre bolj proti konzervativni, je to njegovo, ni tvoje. ni ne. moje, ja. Ni tvoje. Sem jaz začel Ja, samo njegovo. Ne, ne so smešno to. Ampak Je tako se bo njegovo. sam znajdu iz teh učenj, bo se sami znajdel, se nekaj ga je privlečilo tam in In bo to potem- predeloval, to je del njegove poti.
ki ni V tem bila življenju tvoja. drugače bi pa mogel v naslednjem, kaj pa vemo. Ali pa bo v tem zaključil in v naslednjem ne bo rabil. Ja. Zdaj ti razložite Ja, barve. poglej, najprej moram povedati to, da mi ljudje smo energija in bivamo kot energijska bitja, ja, in ta energija je v fizičnem telesu. Ko niso v avri prisotne vse barve, nekaj ni v redu z nami. Tudi če se mi tega še na fizičnem nivoju ne zavedamo. Vse barve, celoten spekter mora biti prisoten. In najbolj močno, večina ljudi ima rdečo, oranžno in rumeno barvo. Te tri so najbolj vitalne energije, ker prva je zemlja, druga je voda, tretja je ogenj. Če to ne funkcionira, če to ni v avri, so ljudje fizično bolni, so lahko zbolijo. Mi imamo ravno tle probleme. Ja, zato, ker so blokirani. Večina ljudi ima tu probleme in recimo bolj so duhovna bitja, bolj so eterična bitja, zato, ker že od grla naprej je energija etra, eter. Prve te v srčni čakri se povežemo, tri energije više so eterične se povežemo z univerzumom, z Bogom, z duhovi. No, ampak tukaj Fizične so pa najpomembnejše, se pravi element zemlje, rdeča, element vode, oranžna, kundalini energija, plexus solaris, rumene barve in potem zelena srčna čakra, element zraka. Ljudje, ki imajo astmo, ki ne morejo dihati, ki imajo občutek infarkta in so fizično grejo k zdravniku in je vse v redu, imajo blokirano srčno čakro, ne dihajo, blokirana ljubezen, občutke, da niso ljubljeni, je blokirana element zraka. Torej, eter. Kdor zatira in maj, ima veliko rdeče barve, se pravi, da je prizemljen, je pretočen, element zemlje je prisoten. Veliko je tudi oranžne barve, se pravi, kundalini joga, kundalini energija je v njem, zato joga dobra, zato, ker to prebuja. Se pravi, je pretočen tudi v drugi čakri. Ogromno si videla rumene barve, veliko. Vedno več imaš te rumene barve, se pravi, vedno bolj imaš moč v sebi, da upravljaš svojim življenjem, delaš na sebi, na tem, kdo si. Ta samopodoba. Samopodoba, kdo dejansko si, da nisi zlomljen v tem, nič nisi vreden. Zato je tako pomembno, da skozi družinske vzorce, skozi procese izobraževanja, izločamo vse, ki nas zatirajo, da nismo dobri, da nismo dovolj dobri. Mi vsi imamo vse, kar potrebujemo za ta svet, ker se inkarniramo z znanji in sposobnostmi, ki jih v tem življenju potrebujemo. Zato delati na samopodobi. Veliko je zelene barve, veliko, zato ker ti imaš sposobnosti zdravilstva. Ti imaš že v natalni karti, sem ti povedala, torej ta element srčen fant si. Stvari te bolijo, čutiš stvari življenja, ki te bolijo. Torej, to se vidi preko srčne čakre. Zelena barva je prisotna, je močna zelena barva. Ta ljubezen, učiteljstvo, zdravljenje se vidi preko zelene barve. Izjemno, ki pa najbolj izstopa, je pa modra barva. Se pravi, to imajo umetniki, govorci, komunikatorji, pisatelji, pesniki, tisti, ki slikajo, ki rišejo. Pojavila se mu je danes prvič, ker sva zadnjič, ko sva delala iniciativ, nisem imel nekoliko indigo barve. Indigo barva je pot videti vase. To je ni samo jasno vidnost, to je jasno videti vase. To je stik s svojo dušo. In z Benedikto sva prav to opazili, da ona je videla na 1000 aur, da ni videla več kot pri 15 ljudeh indigo barve. Se pravi, da smo kot generacija, kot civilizacija zatrli ta stik z intuicijo, da poslušaš sebe. Lahko ti cel svet reče, to ni okej, ti poslušaš sebe, vedno moramo izhajati iz sebe. Mi poslušamo sebe, delamo tako, kot čutimo. Ljudje smo to zatrli, tudi skozi učenja, religiozna učenja.
dobrega, zlega, slaba, ker se je to zatiralo, samo Bog ima moč. Ne, mi moramo poslušati sebe, mi smo bogovi zase, mi moramo poslušati. In ti, ki delaš na sebi zdaj to, ne, in poznamo, te spremljamo, danes si prvič videla indigo barvo pri njem, ki se ti je pojavila. Moram reči, da jaz se tudi drugače počutim, odkar smo to iniciacijo naredili. Po iniciaciji. Meni je ful smešen. Jaz sam, niti 2 leti nazaj, jaz sem bil vedno skeptik. Kako je on Jaz sem meni bil vedno govoril, da je skeptik. mama? Jaz sem bil vedno skeptik, jaz sem šel na te stvari, ampak ko so mi rekli, zamiži, sem jaz gledal na eno oko. Res, jaz sem prav to je bil moj MO, to je bil moj način delovanja. Ampak zdaj, odkar pa točno to, kar ti govoriš, bolj ko sebi zaupam, bolj ko sem sproščen, bolj ko sploh ne poslušam glave, ampak v bistvu poslušam vse okrog, kar se dogaja. In zdaj sem padel v to, da delam meditacijo s temi simboli, ki sem jih zdaj dobil. Skrivnimi simboli. Skrivnimi, ne smemo jih razodeti. Kdor se bo prijavil na reiki iniciacije, bo to spoznal. Ja, v bistvu tudi to lahko rečemo zdaj, da razmišljamo, napišite nam, razmišljamo, da bi mogoče poleti naredili z Dragico prvo stopnjo, zelo ekskluzivno. In Benedikta, da bo gledala avre, če bo šle lahko Benedikta, ker to je potem dodana vrednost, da se pogleda prej. In po iniciacijah, kako se prodori naredijo, energijski prodori ljudi, ki imajo težave in potem se samo zdravijo. Reiki pa dela ta pretok. Blokade sprošča. Še in bela barva. In ne še viola, to je viola. Viola je ta čakra, lotus, teme, kjer se mi povežemo svojo dušo dejansko, tle se poslušamo, tle se pa povežemo z univerzumom. To je kronska čakra in potem, Lila, nisi omenila. Ne, ker se... Bela barva, tako močno. Ja, je to bela in viola viola. je tako močno. Se pravi, izjemno, zadnji se ti je pojavila bela barva pri iniciji, zdaj se ti je pa razširila bela barva. To je jasno vidno, se pravi, bolj kot se boš poslušal, bolj kot boš delal na sebi, bolj boš jasno viden. In recimo čez 5 let, ko ti bom morda naredila 3. stopnjo reikija, boš izjemen zdravila. Že zdaj lahko zdraviš, boš pristopil, boš čutiš energije, boš lahko dejansko sam terapeut, ne samo umetnik, ki govori, ki komunicira, ki ima toliko sposobnosti kreativnih, boš lahko izjemno dober zdravilc. Hvala. To je valjda. Zdaj, ko sem vaju gledala, naprimer, sem videla, naprimer, ti si prav zdaj tako dobro si govorila, veš, prav v enem si bila, kot da bi bila v enem tunelu, ko, veš, začutiš poslanstvo, ko se ti zgodi, da ti besede stečejo same, to sem te prav gledala. Ti imaš tako mamo, ki zna zelo dobro povedati to, ne, ona dela z besedami, ne. Ti pa kako sebe doživljaš, bolj... Viš kaj, lahko je tle. To sem pa jaz razmišljal, kaj smo prišli. Sem hotel reči, jaz, ko sem tebe spoznal, ti si zelo tiha in zelo si se mi zdiš tako, da imaš malo distance, da se ne odspreš, ne. Po drugi strani pa gledaš ljudem aure, ki je pa zelo intimna stvar, a ne? Kako ti to vidiš? Kako to? Učiš, to povej, tega nisi še povedala. Kaj vidiš, ko gledaš nekoga v oči? Ko gledam nekoga da bi se zdaj skoncentrirala in več časa dedicirala, ne, gledati nekoga v oči, bi videla prejšnja življenja, ne. Zaradi tega sem jaz, ko sem odraščala, sem zelo imela to distanco. Nisem niti distance, ampak jaz sem po naravi tiha, ne, in opazujem raje, ne. Opazujem kot pa mami, ki rada govori, ne. Opozit, ne. Ampak tako, potem raje pač opazujem, potem ko opazujem se, ker je nekdo res sproščen, ne, nekdo je res sproščen in je v svojem svetu, ne, jaz opazim stvari, ne. Opazim, ne, energije, ali je nekdo zdraven, če kakšna duša pride zdraven, ne, ker nekateri ljudje imajo pokojniki, lahko pridejo zraven, so zraven njih, ne, in tako, tako in tudi razne aura je entitete, zelo intimna stvar. Intimna stvar. V bistvu vidiš več, a se ti kdaj zgodi, da nočeš videti, da je nekaj tako takega, a se kdaj ustrašiš? A se kdaj, ker vem, imam... Ko sem bila mlajša, tam pri 14-15 sem se zelo ustrašila, ker nisem znala se zapreti. Nisem znala tisti zid postaviti, da me ne bi toliko afektiralo. Sem šla v muzeje, po muzejih sem hodila in sem slišala krike, sem slišala
sem videla. Prva svetovna vojna, Ko sem šla vse te muzeje. Ne. muzeje. In potem sem prišla čisto traumatizirana domov. Pa med šolo, ko greš za šolo, moraš se biti normalen. Ne. Moraš se obnašati tako kot ostali. Ne smeš nič kaj drugega slišati. Pač, jaz sem pa vse slišala. Po vsakem in izletu, ko je videla. prišla domov, smo imeli po en teden razgovorov, tudi terapije, da smo to ščistili, ker je ona videla krike mrtvih. Ona je videla mrtve, smo šli v Agrigento, na Sicilijo, v templje, cel svet jih gleda. Ona je videla tam, kako so obglavljali ljudi, kako so jih pobijali, kako so jim sekali glave. Gremo. Kako pa ti vidiš, na primer, umetnost? Zadnjič si bila v gledališču, ker sem te jaz prav spraševala, poglej nas, ki smo gor, ki gremo v neke druga življenja in tako naprej. Kako ti vidiš, kaj je, jaz na primer govorim, da je umetnost, ne? Avtocesta do duše, avtocesta do sebe, če si ti ustvarjalen, si v bistvu odpreš in mora slej prej steči ta energija, drugače ne gre, ne? Kako ti to vidiš, umetnost ali pa... Umetnost, a tako kot ti kot igralka? Ali... Naprimer kot igralka, ali pa kot bereš pesmi, ali pa slike vidiš, ustvarjalnost pravzaprav, no? A se strinjaš s tem, kar sem rekla, ali kako to vidiš? Ali lahko malo drugače? Ama recimo, ko gledaš, ko si Zvezdano gledala na odru, a je bila drugačna? A je spremenila svojo auro, svojo energijo? To smo se pogovarjali, ne? Energija se pa spremeni, ne? Ker igraš drugo osebo, ne? Ja. Nisi več ti kot Zvezdana, ampak prevzameš tisto osebo, ki si igrala na odru in se ful noter greš v vanje, da se začutiš, da ne, to več ni Zvezdana, je ta oseba, ne? In ful dobro si zaigrala. Kaj pa kakšne slike, recimo, ko greš v... A slika ima energijo svojo? Energija ima svojo sliko, ja. Pa takrat, ko jo je tisti slikar naslikal, ustane gor. Energija njegova ustane noter. Kaj pa kakšne te temačne slike, recimo, ko čutiš, da so močne? A ima slika tudi temačno energijo? Lahko vpliva temačno na te? Ne vem, kaj je temačno. Temno. Temačno pomeni temno, negativno. Po slikah mogoče. Sam jaz na splošno sem videla, bolj sem taka, da če se kaj dogaja v sliki, je bolj tale vizualno, ne? Da slišim stvari pa to, ampak negativna energija občasno. Da veš, kaj je Degejev Kronos, ki je svojega otroka, pa to take slike, veš, ko si predstavljam, jaz sem to temačen, ker tako, kot si rekla, zgleda temačno, ampak energija je pa drugačna, energija je pa bigger than larger, večja od življenja, ne? Odvisno je res energija, tudi če zgleda temna in da bi nekdo rekel, to pa je res zelo pač negativna zaradi temnih barv. V resnici lahko ni. Lahko ni. No, to sem hotela vedeti. Ni tako čisto enostavno, svetlo, temno, ne? Te prehodi, ne? Vse to je življenje, ne? Kaj pa praviš, naprimer, rečemo, da ima moja prijateljica raka in ji rečejo, pojdi na kemoterapijo in ona, naprimer, kaj bi ti svetovala, ker meni je, to si nikoli ne bom pozabila, tebe se spomniš, ko si bila tukaj, ko je bil naš konjiček tako ranjen in si šla do njega, si mu delala rejki in si rekla, več ne morem pomagati, pokličite veterinarja. In smo poklicali veterinarja, on je dal injekcijo v konjičku, mislim tako za zdravje, in sem ga in v 2 dneh je bil konjiček boljši, res boljši. In sem prav veterinarja vprašala, sem rekla, je to možno, da je tudi Dragica pomagala z rejkijem, pa ti še s tem, je rekel, absolutno je možno. Kaj pa ti misliš? A gre za, da rečeš ja kemoterapija ali pa ja operacija in se pravi alternativno zdravljenje, da pomagaš, ali rečeš nekomu ne operacija, ne kemoterapija, samo to? V resnici bi bilo fajn, da bi se tale kemijska medicina in tale naturalna skupaj povezali, da bi si bili pomagali pač. Komplementarni, da druga ob drugi delata, druga z drugo delata. Naprimer, če si zlomiš nogo, da moraš, ali pa moraš iti... Imaš tumor, ali pa tumor, da ga moraš dati ven, ga fizično moraš.
Potem pa pride alternativna, da ti pač za prehrano, z energijsko zdravljenjem pomaga bolečino odzeti stran, ne? Pa da se ti tudi hitreje na noge spraviš, Celiš, ne? ja, Ja. celi. Pač, da si pa tudi energijsko Pa pretočen. verjetno pri tumorjih, da se ne Ja. pojavijo ponovno. Tam res. so Ja. blokade. Ko pride do Do tumora ali pa do raka je ponavadi ta blokade. energijska blokada, da Tako. reči, če Tako. na dojkah, da reči, Ja. rak, Ja, ne? no. Dajmo da tale Ja, primer, ja. primer, ne. Potem je tista oseba imela že leta in leta in leta zelo blokirano srčno čakro, Ja. da je prišlo do in tele. drugo, Ja. ponavadi tudi drugo. Pa prva, pa druga. Druga, Ne. tako. Ampak še posebej tale srčna, Srčna ne, čakra. da je prišlo ven na tak intenziven način. Ja, Da ja. sej ponavadi bolezen je sam reminder, ne, da moraš Te delati. spomni, Ja, opomnik, opomnik, Ja. da moraš v resnici nazaj sebi. postaviti in se Ja. on mora nekaj nad sebi narediti. Tako. Zakaj je prišlo do bolezni? Tako bolezen ni kazen, Ja. ampak te spomni, kaj smo delali narobe pri sebi. In to je tudi sporočilo za vse, ki bodo to gledali. Vedno se to kazen, tragedija, drama, ki se mi je zgodila. Ne, tu sem jaz sodeloval, tu sem jaz aktiven akter. Vse emocije, da nisi predelil tvoje emocije, ne? Tisto sovraštvo, da imaš do ljudi. Ne? Ali pa jezo, Ja. ali bes. Kje se manifestira sovraštvo ali pa jeza? Največ? Kjer Ki bi si rekla? najbolj energetsko šibek. Ja. Tu pa lahko vplivajo genetsko družine, recimo mama, ki to je nobena kritika mam, da ne bo kdo narobe razumel. Ampak mi s tem, ko rojevamo, ko smo mame, dejansko vse naše bolečine, vse naše travme, vsi naši strahovi, mi to avtomatsko damo otroku. Mi moramo poskrbeti, da smo energijsko pretočne in čiste, ker če ne, vsem našim otrokom škodujemo. Vsak naš otroka boli. Pa to ne še, ko ga imamo že, ampak že, ko še preden zanosimo, ko smo noseče, kaj mislimo, kaj jemo, kako čutimo. Ko pa imamo otroke, se vedno zdravi najprej mama, ko ima otrok težave. Ali pa oče, ne? Ali pa oče, ampak Ampak bolj, predvsem mama. Vse imamo. Ker mamina energija. Ne? Je Dolgo vpliva časa v mami. Ja, ja. Veš, kaj se to zdaj že Tako. znanstveniki, psihologi, psihoanalitiki zdaj že upoštevajo. Naprimer, jaz spomnim iz mojih oddaj, ne, Ja. je tudi Tomislav Kuliš rekel tisti znani stavek, ne, ker sem ga jaz vprašala, pa kakšen je recept, da si dober starš, ne, da si dobra mama. Je rekel, ne. Ni pomembno, da je mama, da je dobra mama, da skuha, Da je Ja. da mama da za dobra. jesti, da opere, Tako. da mu reče, idi ob 8 v šolo in tako naprej. Mama mora biti dobro. To. Ona. Če je tako. ona dobro, Ja. bo dobra mama. Ja. Ne? Ja. Ja. No, in to je res, to je mene taka tudi zelo Energijsko zdrnalo, se to vidi in otrok potem ima veliko manj možnosti, ne to pa tudi kasneje, ko zbolimo, ko ne predelamo svojih emocij. Zato, ker emocije, ki jih nekdo ne predela, so lahko preko vitalne energije, preko maternice, blokirano smo kot šizofrenije, kot depresije. Vsi, ki imajo anksiozne težave, strahove, imajo blokirano prvo čakro, niso prizemljeni. Zato je treba prizemljiti prvo. Vsi iz izkušenj, ni bilo nikogar. Zdaj, ko to govoriš, mi je takoj prišlo, ne, in terapije za te depresivne Ja. in anksiozne, Ja, te tako. hude primere, jih dajo ven, v naravo delati s konji, Tako, z živalmi. da se Ti se prizemljijo. moraš prizemljiti. No, Tako. vidiš, vse ima vse svojo logiko. To je To me zanima. Benedikta, imaš ti kakšne blokade? Vse prečistiš, vse, kako ti sama s sabo delaš? Jaz delam sama na sebi, delam terapije, ne? Delam. Ampak, ko sem pa, da bi bilo resno in kako hudo, mi pa mami pomaga. Ja, delam Vsaka si dela. Drugi delava. Ja, vsaka, ja. ves čas. Ja, Ste ja. sta en In tak naprimer, ko zanimiv tandem. Sta, tako Ti se- začutiš, da je jezo, tako pravo jezo do koga? Kako ti predeluješ svojo jezo? Bolj na tak, da razumem, se postavi na mesto tistega človeka, ki se je zdaj zdrl, kakorkoli. Ne, no, Ja. tisto. In razumem, bolj, ker sem empatična, bolj sem tlele, on se je pač tako, ker ima to in to težavo. In potem, ker še vidim blokade, ne,
razumem, iz kje izhaja. Ne? Ja. Ampak odvisno, če ni bližnji, da nimam jaz bližnjega stika, ne morem mu povedati, da ti imaš pa to in to čakro blokirano, pet se zdravi, da je malo pomiri se. Skuliraj se, Ja. Kaj pa ljubezen, kako si predstavljaš sebe kot mamo, ali kaj boš delala, boš imela svojo kliniko, boš imela otroke, kaj si želi, naprimer? A to si pa zdaj tako rekla, joj, to si pa, a boš imela službo, a boš imela otroke? Ne. Ne, sam povedala si tako, no. Mama, Jaz vem, da mora ženska sam biti povedala si tako, Absolutno. no, ne rabiš se braniti, Madonna, no. Takoj. Veš, jaz sem še tista generacija, kjer smo bile zelo, ne, Dragica? Zatrte. Nas so še kar zatirali, veš. Me se šele zdaj odpiramo, a ni tako? Naše deklice, naši otroci imajo to možnost, da lahko bodo drugačne. Ja. Pri meni boš vedno začutil Ja, to, sem veš. moraš vedeti, da jaz iz moje perspektive kot novodobni moški, privilegiran in tako, meni se samo zdi, da preveč tega projicirati na svoje otroke pa ne moreš, ne smeš. A veš, kaj mislim? Ker ti, če imaš tako željo, kot si ti rekla, ker te poslušam že 30 let, pa ženski okrog, ja, mi smo bili pa tako, pa tako. Ne, pa moraš to projicirati z neko modrostjo na svoje otroke. Naučiti jih, kako iti s postopoma, ne kako hrepeneti po nečemu in a veš, te velike premike delati, ne. Ja, ampak ti zdaj mene učiš, kako si ti predstavljaš. Ne, jaz ti sam govorim, kako, jaz sam to razlagam, Ja, ne, kako. ja. Ne, ampak, no in Benedikta, kaj si predstavljaš, boš imela službo ali otroke? Jaz bi imela službo, kariero delala, ampak tudi z otroci, z mojimi, ko jih bom imela. Nič kaj bili, pač zdaj sem bolj... Ne še blizu. Bolj bi rada prvo dokončala študij in potem začela delati bolj tako, brez študija na strani, bolj full-time delala. Da boš imela kliniko svojo? Bi bilo fajn imeti z mami. Bravo. Ker zelo se, kako si že povedala, ti si izražaš? Komplementarne energije. Očitno sva se tudi inkarnirali za to, da sva imava... Obe sva zdravilke, ampak imava različna znanja, ki so komplementarna. Smo že dvoji, ne? Tako. In kot tandem sva izjemno uspešno in vsi, ki uspešni in vsi, ki pridejo, imajo izjemne rezultate, tudi pri zdravljenju. To je tisto, da ti, ko si sam, kot ti kot zdravilec, ko nekomu daješ terapijo, je čisto druga stvar en zdravilec, enmu pomagati, tako? Kot pa dva naenkrat. Hkrati in izmenjava izkušnje, kako ona vidi in kako obe čutiva, si vedno razdeliva področje, kjer jaz delam, katere stvari jaz delam, katere stvari ona dela in vsakega prej pogledava in vsakega na koncu pogledava in si pri vsakem zapiševa. Tako kot ko greste k zdravniku, pa si tam vzame, vas to boli glava, pa tableta za proti bolečinam, pa midve greva vedno k viru, zakaj bi bilo to. In vsak tisto uro, ko delava, vedno vprašava, da povejo, da vprašajo, da povejo in potem izmenjujeva v dialogu, kaj bi bilo dobro. To je v bistvu recept za vse, mislim, kako bi rekla, za vse, ki se s tem ukvarjajo in za vse nas, kako si še dodatno pomagati, ne samo instant, ker pol samo odlagamo pod krilo in tam ja. Eksplodira. Jaz bi pa zdaj končala, veš za čem? S čim? To pa moram, to pa morava midve, ti si bila Benedikta predvčerajšnjim najina asistentka, oziroma mamina osebna asistentka. Z Dragico smo namreč posneli video njene pesmi Ponovno rojena, ne? In jaz sem bila, kakor pomagala Dragici. Si bila režiserka? Ne, nisem bila režiserka. Umetniški vodja. Ja, jaz sem pravzaprav bila v njeni službi, da bi res vsa ta čustva oziroma ta podoba prišla tako ven, a veš, da se res čuti, da je res naravno, v bistvu kot en igralski coach ali pa ja, umetniški direktor, ali pa umetniški vodja. Tako, umetniški vodja. Nekaj v tem smislu. Ti si bila zraven naju, bil je sončen dan,
pesem, vsebina je ponovno rojena in začeli smo snemati tisti del, ki Dragica ponovno oživi. Ne? Kako si nas ti videla? Kako je to? Zelo, kako bi to razložila? Gijsko? Energičen. Energično. Ja. Vsak po svojem bil zelo energičen v svoji energiji. Ne? Vsak je individualno, Ja. ampak ste bili zelo močni. Tako, kot da če bi bila vojna, bi vse Mi zmagali, Zmagali bi, ko je šlo. Vsak je bil tako močno Moč. energijo, Ja. moč ste imeli. Ne? In kot ustvarjalci smo imeli tako moč in zato je ustvarjanje tisto, ki nas odpira v energiji. Zato midve vsakemu rečeva, ki je sesut, če se hočete rešiti, delajte to, kar vas sreči, kar vas veseli. To je ključ, da smo v življenju srečni. Vse tvegajte, zato da lahko delate to, kar želite. To. In ona nas je videla in je rekla, kakšno energijo ste mama imeli. Gore bi premikali, ko smo bili ustvarjalni, kreativni. V bistvu je problem zato, ker si ljudje mislijo, da je ustvarjalnost nekaj, kar je za nekoga drugega rezervirano, bojijo se ustvarjalnosti v sebi, ker tudi kar pljuča napolne. Jaz se tako počutim, veš, da bi se kar širila, ne? To in pa tudi mu ne vejo, naprimer, da je ustvarjalnost tudi to, da narediš lep krožnik, da dobro juhico skuhaš, da skuhaš pravi čaj. Pa da tudi ni vsakič lahka, ne, veš, mislim, jaz iz sebe, ko gledam, jaz vem, da imam blokade, preden postanem ustvarjalen, zaradi tega, ker sem dolga leta postavljal te blokade, ker ko si ustvarjalen, si lahko tudi pol renljiv, če imaš slučajno, če si renljiv na mnenje drugih, Pa da ti nekaj ustvarjaš in potem Ja. te kritizira nekdo in te zaboli srce in narediš zid, ne. In ustvarjalnost, vidve, ki sta že umetnice toliko in toliko dolgo časa, vam pride naravno, ne, ampak veliko ljudi se pa ne zaveda, da moraš iti čez neko blokado, zato da si lahko ustvarjalen. Tako. Jaz še današnji zdaj sem se navadil, končno spet na televiziji, ampak mislim na kameri biti, ampak ko pa grem do nečesa, moram pa velikokrat poriniti čez ta zid, zato da se pa pol razlije ustvarjalnost iz mene. Ne. No, in za konec to, kar si zdaj tako lepo istočnico dal, hvala ti za to, ker je treba iti čez zid. Dragica, zdaj boš pa ti tebi postavila vprašanje. Jaz sem tebe tudi postavljala tukaj v neke stvari, ki prvič si jih morala ponavljati, drugič pa iz sebe tudi povleči nekaj, kar v bistvu je težko, ker je človeka, jaz vem, jaz jih poznam, ne, ker sem sama ustvarjalka, imaš blokado, ampak moraš pokazati, ne, ker to je to. Ne. Kako si ti to doživljala? Ker ti si v bistvu v nekem trenutku tudi lahko zajokala. Mislim, ko boste videli, bomo najavili tale video, ne? Ampak si ga zelo želela. Zakaj mi tudi tako zaupaš na koncu koncev? Ker tukaj smo si morali tako zaupati, da lahko vse to pokažeš ven in tako, ampak si mi dala ti idejo, ti si dala pesem, ti si dala besede, ne? Glej, draga Zvezdana, najprej ti moram povedati, da ti izjemno zaupam in te celim kot umetnico. In vem, kaj pomeni biti umetnik. Tu si moja sestra, tu si moja duša dvojčica. In zato, ker če mi lahko dejansko nekaj ustvarjalnega z drugimi naredimo, si moramo med sabo zaupati. In vse nasvete, ne, tako ti kot Irenej, ko se je postavil režiser, ja, ta mladi fant režiser. Kako bo ime Irenej, da mu povemo? Ja, Irenej Bošnjak. Bošnjak, tako da Ja, vemo. Irenej Bošnjak. Torej, tudi on, kako je pristopal, s koliko zaupanja, ko mi je pokazal, oddaleč na metre. In ti, ki si me spodbujala, ki sem se dala v to vlogo, da se rodim ponovno, iz tiste teme, iz tiste groze, da pridem ven iz tistega tunela. Tako kot si me vodila, ko sem te gledala nadalje, sem te čutila, sem te zaznavala. Ne samo kot umetnica, sem te energijsko sem te začutila in sem se identificirala s tisto energijo in sem skušala ne narediti tako, kot si mi svetovala, ampak meni lastno, kako jaz lahko to izrazim. In tako kot je omenil Maj, vedno je treba iti v nečem preko sebe, zato ker jaz v mojem osebnem življenju nikoli ne govorim.
sem introvertirana kot Benedikta, z mene lahko koljejo, o meni ljudje dejansko ne vejo ničesar, ker o mojem osebnem življenju ne govorim, lahko zvejo skozi pesmi. Torej, ko sem jaz morala govoriti o sebi skozi pesmi, si mi ti kot igralka, kako bi ti to povedala, ne? Kako bi jaz to žalost, to bolečino izrazila, smrti, si mi bila navdih in sem se energijsko povezala s tabo. Torej, ker ko sem se jaz energijsko povezala s tabo, ki ti polno zaupam, se je rodilo nekaj novega. Je rojstvo in ustvarjanje je to. Mi rodimo nekaj drugega, nekaj novega. Ne da sledimo samo svojim vizijam, samo svojemu klišeju. Pišemo tako, kot so vsi pisali. To mene ne zanima. Zame so živi ljudje in umetniki, ki dajo nekaj drugega, nekaj novega. Pisati, delati tako, da nas bo še 500 let nekdo posnemal, kot Shakespearea. Ja. Ne, da pišemo kot Shakespearea. Ja, biti originalen, Biti svoj, dati na nov način. Smo prišli do konca. Biti svoj. Slediti sebi. In imeti ta pogled. Delati to, kar si želiš In početi. hkrati z drugimi. Mi smo ustvarjalci, smo individualisti, vendarle, kar delamo, moramo narediti z drugimi, da lahko skupaj, da lahko potem dejansko temu svetu damo novo energijo. In vedno, ko se ta možganski del tako poudarja, je inferioren čustvom. Čustva imajo višjo frekvenco. Ja, večjo moč, ja. Večjo moč in večjo frekvenco. Ja. Hvala. Hvala, Zvezdana. Zdaj bomo vsi goste lačne, da bojo hoteli vedeti še. Boste še kje prišli k nam, ne? Pa da povemo, zdaj bo pa mi z mami prvič probala narediti malo reklamce. Ne, jaz bom prvo sam povedal, sam nekaj povedal. Se pravi, poleti bomo z Dragico delali ekskluzivno prvo iniciacijo v Rejki, tle pri nas na kmetiji. To sem bila lani delala, Ja, to sem bila lani delala. Ti mora eno leto preteči, da lahko šele drugo. Ja, ampak če želite, napišite nam v komentarje, malo polajkite naše YouTube kanal, malo šerite, enega bomo zbrali. Zelo ekskluzivno bo, koliko smo rekli, 5 ljudi? 5 ljudi je maksimum. Največ, tako da mi bomo enemu podarili, da pride. Ja, to je pa 6 maksimum. Tako da spremljajte nas, da boste vedeli več o tem. In Benedikta bi naredila, ne? Ti bi tudi pogledala aure. No, Benedikta, zdaj ti moram povedati, ko si začela, si bila takole, zdaj si pa čiska rožica si se odprla. Hvala ti za to zaupanje. Za Dragico sva pa tako badi. Ja. No, in zdaj hvala tistim tudi, ki nam pomagate, ki nam stojite ob strani. Zelo sem počaščena. Zadnjič sem dobila tale oljček, ki ga jaz že poznam. Vam bom povedala, zakaj je res čaroben. To je karmus oljček. Jaz sem ga imela pred 2 letoma, slučajno na morju. En moj prijatelj je padel v ogenj tako z rokami in je imel vse mehurje in nismo bili blizu zdravnika in smo gledali... Vrilo vodo, ne? Vrilo vodo je še z rodo. Ne, v ogenj, kaj je kuro, pa se me je spotaknil. In potem nismo vedeli, kaj ne naredimo, nismo bili blizu zdravnika in jaz sem se spomnila pol na ta oljček in smo pokapali njegove dlani, tako smo celo hlačko sicer porabili. Ampak naslednji dan ni imel nobenih opeklin več, oziroma se vse pomirilo. Tako da jaz prisegam, hvala in hvala, v bistvu sem to darilo vzela tako kot podporo našemu podcastu in da naredim nekaj dobrega tudi za druge. Hvala! Hvala!